Dobro jutro, ura je malce 6 in noč je bila ful dolga, tako da ne morem več spati in gremo. Jaz sem spakiral, zdaj pa še toliko, da vam malo pokažem, kako bivak izgleda. Včeraj nisem, spodaj je 2, 4, 6, 7 postelj. Še malo po svetu, se malo vidi. Takole, jaz sem tamle spal, pol so tukaj so 3, pa zgori ste še 2. Da tak, lušten bivak je. To je to, zdaj pa gremo proti Krnu. Najprej Krnsko jezero, pa Krn. Po 5 minutah pa pridemo na planino. In tukaj, se pravi, tukaj z leve, dol, bi prišli, če bi šli čez Bogatinsko sedlo včeraj. Po hitrejši poti, pa bi se najbrž tudi šlo za Krn. Naprej naravnost gremo pa do Krnskega velikega jezera, pa na Krn naprej. Čeprav bo čez dan vroče pri norcih, se pa po noči vidi, da smo že oktobra. Je že slana, tako da je kar frišno. Ja, smo že pri Krnskem jezeru. Kakšen medved. Gladina je precej nizka. Tam gor je pa naš naslednji cilj, Krn. Zadaj pa velika baba. Takole izgleda pa največje visokogorsko slovensko jezero še z druge strani. Nisem povedal zjutraj, od Krnskega jezera oziroma Koče pa do Krna naj bi bilo 3 ure. Markiranje, tok, pa približno 700 višincev naredimo. Ali mogoče še malo več. Še več, 1300 na 2244. Celoten tale drug dan v bistvu hodimo po slovenski planinski poti. In v bistvu tudi že ta prvi dan od Komne, če bi šli čez Bogatinsko sedlo, bi bila to vse slovenska planinska pot. Vse do planine Razor, pa gremo pa spet po svoje. Ja, še škarpe, več kot 100 let stare.
neverjetno. No, tukaj smo pa drugače na križišču, če hočemo iti po bližnjici, da Krn spustimo po Batognico, gremo tukaj le gor levo, Krn je pa naravnost. Piše, da je sicer tamle voda, ampak sem šel že pogledat, pa je ni. Žal. Ampak če je pa kaj bolj vlažen, pa verjetno, da se da dobiti. Prvič malo pogleda. Ta v zadju lev je Prisojnik, v sredini je Razor, tista čisto zadnje pa Škrlatica. Tle je eno vzponu proti sedlu, se nam pa odprejo res čudoviti pogledi. Par metrov pred sedlom pridemo do poti, v bistvu tukaj, če gremo tle naravnost pod Batognico, bomo prišli tudi isto smer, kot mi plan, samo da bomo šli mi čez Batognico. Tukaj imamo pa zdaj kar videli kar nekaj ostankov prve svetovne vojne. Najbolj impresiven je pa top, oziroma ostank topu, oziroma topa. Pa pogled proti Primorski. Zdaj si pa zamislil, ko so to sem gor privlekali, noro. Evo, planinje pod Krnom. O, noro. Prvič dan sonček. Pa lukne, skopane v skalo. Pogled na Matajur, pa gremo najprej še na vrh. To je pa Krn, najvišji vrh našega pohajkovanja tridnevnega, 2244 metrov. Naravnost je Kanin, tole dol je Polovnik, pa levo Stol, greben Matajur, zadnji se celo malo morje vidi, tole Kolovra dol. Tole pa Triglav, pol Škrlatica, Razor, Prisojnik, Jalovec, Mankart. Ja, še jezero dol, sicer se bolj slabo vidi v senci, tako tukaj smo prišli gor. Ja, ta Krn je res neverjetno razgledni vrh, tako da je že kar nekaj cajt tle loživamo, ampak bo treba naprej, tako da ćemo iti, ajde, gremo. Tu je pa hladilnik tudi polet. Pa smo že pri koči. Dan. Tako izgleda pa zimska soba na Krnu. Piše, da imamo 8 ur. Upam, da se malo motijo, da imamo kakšno uro manj do planine Razor. Zdaj sem pa že na vzponu na Batognico. To je pa tudi eden od bolj fascinantnih hribov pri nas. Sploh
povezavi s prvo vojno. Tukaj je med drugim tlele so štenge narejene gor. Pol so jame noter. Več bom pa na vrh povedal. Tako v bloku stopnice na 2000 pa še nekaj metrov. Noro. Kaj so to zidali še gor? Neverjetno. No, tole je še ena od stvari, zakaj sem rekel, da je tole eden najbolj fascinantnih vrhov. 17. leta so ga znižali za kar nekaj metrov z eksplozijo. Več o tem si lahko pa na blogu preberete, bom dal link te zgodbe. Tole je dom, ne dom, vrh nad Peski, pa dol dolina. Tamle se skoraj vidi jezero v lužnici, ga bomo pa iz druge videli. Ampak tamle se vidi pa tudi pot, ki bomo šli, ki bomo prečali. Ampak dobesedno je cel hrib prevrtan. Tle gor sem bil, poleti sem bil dvakrat v megli, tako da nisem toliko teh lukenj videl. Pa pozimi sem bil tudi dvakrat, tako da takrat je pa tudi zasnežen. In prav noro, res je neverjeten hrib. No, to je zdaj malo bolj normalna markacija, 5 ur pa pol. Drugače pa tukaj je križišče, kot vidite. In dol se gre, lahko en krog delaš, če greš na Krn, pa se pol spustiš drugje dol, tle v tej dolino pod Peski, mimo jezera, in gremo pa tle naprej. Škoda, ki je spet proti soncu, ampak najbrž vidite malo gladino jezera v lužnici. Evo še malo prerame. Tale ravno je batognica. Evo, tale se pa malo bolj vidi jezero. Tukaj se pa zelo lepo vidi, kje smo se včeraj potikali. Tamle naprej nas čaka pa ena. Mislim, tukaj tudi zdaj kar nekaj ostankov prve vojne. Ja, spet stopnice. Kakšen lep plato. Prav terase so narejene gor. To so res to neverjetno, kaj so to delali. Noro. Pa smo spet na križišču, še zmer 5 ur pa pol pešo. Razgled sem imel pa lep. Pa nekaj. Naš današnji cilj je pa ta drug greben zadaj.
pogleda nazaj. Tukaj je pa kar odsekam se. Tale pa nisem 100%, ampak mora biti tle nekje, mora biti Javorca. In tam je ena zgradba, sam ne bom trdil, ampak izgleda pa zelo podobno. Tele stavbe, tamle gor, so gradili pa Italijani v času Rapalske meje. Kakšne mogočne stene. Neverjetno. Pa tistem, ki sem prej kazal, ni Javorca, je previsok. Tole je pa planina tik nad Krnskim jezerom, velikim. In tukaj dol, tukaj gre pot, oziroma tukaj bi šli včeraj, če bi šli čez Bogatinsko sedlo. In zdaj bom tudi kmalu na križišču, kjer bi lahko nazaj zavili proti Bogatinskemu sedlu. Tukaj je vid, nekaj se. Tukaj se gre pa dol za Tolmin, oziroma za izvir Tolminke tudi. Super. Novo križišče. Tukajle, če bi šli kajle proti Komni, tamle za ovinkom so že one stavbe od kasarne, italijanske kasarne iz Rapalske meje. Tukaj je pa za planino Razor, prav pa še 3:45. No, ta del poti, mislim, da čist do planine Razor pa nisem še nikoli hodil, tako da bo čist nekaj novega. Po zemljevidu sodeč mora biti pa ful lepa pot, no. Več ali manj mulatera. Tukaj spod na tem travniku je pa izvir Tolminke. Tudi, če še niste šli to pogledati, morate, res je, jaz sem bil toliko navdušen in sem še zdaj, no. Več o tem zveste pa, če boste šli na vnaravo.si spletno stran, ali pa če v Google pišete znamenitosti Tolmina, pa je moja spletna stran verjetno na prvih 3 zadetkih. Kakšno skalo smo prišli. Pot je pa tudi lepo vidno naprej. Zelo tak zanimiv konc poti. Da so mogli tole skalo razbijati, da so pot naredili. Upam, da se vidi napis voda. Tlele zdaj sem ene 5-10 minut pred eno planino. Sem dol skočil, na hrbtnik sem tle gor pustil in sem dol skočil pogledati, če res voda, in je ful dobra, osvežilna, mrzla,
okus do best. Tako da je na poti tudi voda, če slučajno začne zmanjkovati. Malo pred tole planino, še en tak malo bolj divji del. To pa njem. To pa nisem si želel. Tlele v klanc govoriti. Očitno treba. Gremo pa najprej kaj pogledati do koče, ker se mi zdi, da so eni ljudje tam. Evo, tole je bila lovska koča, pa so ene 3 fantje, ena punca. Tle so me malo z vodo založili, pa rekli so, da grem lahko kar naprej. Pa da je tukaj tudi pot na planino Razor, da je malo manj strma. In to je to. Evo, Primorci so zelo prijazni. The best je tudi, ko je tlele tudi za gor mulatera, da ni ne vem kakšnega naklona, da se da hoditi. Sploh s takim ruzakom. Super! To je pa noro, koliko je vroče, prav svinjsko vroče. Mislim, polet mi ni tako vroče. Prav, smo pa 31. oktobra. Noro. Nič, kaj bomo stokali, gremo še malo. Drugače pa tamle dol, da pa je Javorca. Tam na tistem, ne vem, če prav pokazal, na tistem malo dvignenem platoju. Še malo razgleda. Tole imamo še, pa smo pa čez greben. Juhu, pa smo na grebenu, oziroma čez greben. Zdaj pa upam, da ni več daleč Razor planina. Na Tolminski Migavec ne gremo. Dol bo pa povedal, koliko je še do planine Razor. Ja, še kar urca pa bo. Tamle, če se ne motim, natisnemo na sledemu grebenu, kot sem že prej rekel. Ja, pa pejmo proti planini Razor, pa ne. Zdaj mi je pa kar malo srček zaigral, ko sem planino Razor zagledal. Tam v daljavi. Tole so pa Tolminske in Bohinjske gore. Še pa urce piše Krm pa 6 ur pa 15 minut. Takšen lep Bukov gozd. No, tole so pa že travniki planine Razor. Juhu!
Pa sem vesel, da sem tlele. Tudi ta lepo čez planino se kar vleče. Gledaj, pa koča odprta. Preden se razmečem, bom še bivak posnel oziroma zimsko sobo na planini Razor. Čeprav je koča zdaj še odprta, ampak danes zapirajo, tako da bom kar tlele spal.